The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski človek. Danes je malo razporeditev drugačna, ker je meni crknil en telefon in zdaj ne morem snemati. Tako da gre danes v popravilo in upam, da bo nazaj čim prej, da naslednji teden že normalno se posname. Danes je ful enih tem, tako da bom hitro vse povedal, pa lahko bom v timeline dal spodaj in lahko si pogledate sam tisto, kar želite. Priprave na sezono za tiste, ki ne trenirajo, cene rabljenih cestnih koles, razlike, dobri obroči, slabši obroči, kako se obleči v tem času zdajle, hlače ženske, moške, tudi vprašalnik bom naredil na spletno stran, tako da boste imeli link že spodaj v opisu. Pejte, izpolnite, zahvalil bi se pa še vsem tem, ki ste zdaj glasovali pri vprašalniku Tubeless Hookless. Glih danes sem posnel video in upam, da ga do konca tedna zmontiram in bo tudi to gor. Potem Petra je testirala Aurum kolo, pa bo malo o tem povedala. Pol HPC test, mislim, spet gre v Human Performance Center, tako da bo še v tem šla malo čez. Zdaj bi bilo kar že par derk, se pravi, predvsem ciklokros je bil ta vikend, potem še Pitcock je zmagal Alula Tour. Ko sem napovedala. Ja, pa sem imel zdaj že ene parkrat zelo skoraj da ne bližen stik že z avtomobili, tako da mogoče še v tem varnosti na cesti, še malo tem. Tako da evo, to je vse za danes. Jaz bi se pa rad še vsem zahvalil, ko podpirate kanal. En gospod mi je zelo lepo napisal ta vikend, je dal naročilo in je v bistvu rekel, da to samo zato, ker podpira kanal in da ne pač še tako naprej delamo. Tako da res hvala, veliko pomen. Tako da, ja, imamo pa pol še to letno članarino, 30 €, ko imate pol 5% popusta, pa brezplačne dostave, tako da, evo, to pa še, kaj je, v Human Performance Centru imate popust in v Maxi Sportu za bike fitting je tudi še dodaten popust. Grejo zdaj začeti? Ja, sem že to govoril, da je že brez veze, mislim, da pa še poslušal to. No, deva, ki pameten ga rajš povedati. Ajde, greva. A ne, najprej bi jaz nekaj povedala. Danes imam že rojstni dan in mislim, da če se veste vse prav izračunala, če znam računati, si zadnji let v 27. klubu, ima bolj mladih, drug let se je už postaro, bo šel v eno novo desetico in zato sem ti jaz prenesla, da boš dobro treniral, da so už fajn na papu, to, kar vem, da imaš najrajš, ene bombončke, ki ti bomo videti, ki jih jaz pol pa upam. Ja, tako da teli bojo kle. Tako da vse najboljše, no, ti še nisem hvala. boljša. Petra je glih prišla, jo čakam, ka zamuja, tako da... Ja, tako da nisva še mogla kaj drugega reči. Ja. Najlepša hvala za Ja. darilo. Priprave na sezono za tiste, ki ne trenirajo. Da mi povej, kaj točno si tukaj mislila. Ja, jaz sem mislila na to, da glede na to, da skozi sam govoriva trening, pa cona 2, pa se voziti, ne vem, uno gor dol, mogoče za nekoga, ki pa ne trenira, pa mu te zadeve so nepomembne, ne želi niti razmišljati, kaj je cona 2, niti kaj komu retrenirati, mogoče gre na kolo samo enkrat konc tedna ali pa dvakrat v celem času in mu ne znese drugače. In takih je veliko, zato pač to poslušam, nekaj v lokalu za šankom in sem mislila glih sam tako povedati, bolj v tem stilu, da tudi to je v redu, da važno je, da začnete zdajle, ko bo lepo vreme, sonček, čim prej na kolo hoditi, pa ko boste začeli začetek sezone, ko boste začeli na kolo hoditi, da ne boste vsi se začeli voziti na polno, zato ker se zdaj čez zimo mogoče niste vozili, niste pač v teh trening moodu in bi v bistvu
radi samo začeli sezono, bi glih to samo vsem povedala, ne začeti na polno, ne se začeti voziti takoj z nekimi intervali, srčne utripe, vsi to več ali manj spremljate, skoraj vsi, no, oziroma se čutite, kdaj greste čez svoj limit in da se začnete lepo, počas, umirjeno voziti z neko razdaljo, mogoče 50 km najprej, pa pol 70, da ne greste kar takoj na 100, ker pač ja, da sva šla z Mirsadom, glih prejšnji teden sem ga jaz kar na 110 tako izvlekla, pa je bil pol zelo zmatran cel teden in zato mi je mogoče ta ideja padla na pamet, ker Mirsad ne trenira in mu te stvari nič ne pomenijo in sem glih zaradi tega pač, takih je verjetno vas tudi veliko, no. Tako da to sem v bistvu imela v Koliko mislih. kilometrov pa rabiš narediti ti, da se tako dobro počutiš na kolesu? Ja, jaz bi sigurno rekla, da je začetek sezone, jaz prej, ko nisem trenirala, pa ko nisem bila toliko veliko na kolesu, je sigurno trajal kar ene par fur, da sem se jaz v sezono, mogoče decembra, januarja niti nisem bila na kolesu nič kaj dosta, ne, in da sem rabila sigurno ene par fur, se pravi mogoče celo 500 km narediti, da sem se res dobro počutila, da se je rit učvrstila nazaj, da si imel dober občutek in tudi takrat jaz nisem začenjala sezone nikoli na polno, pa kar šibati, pač ponovadi kle malo Ljubljana, Barje, Gorenjska, ravnina, da se peleš, narediš mogoče najprej se pravim 50 km, pa pol čez par dni 70, da se res postopno telo nazaj spet navadi na kolo, da se nam vse skupaj ne zamerži od samega začetka. Ja, se sem glih hotel reči, tam 500 km je po moje un minimum, pa tam, da se pa že dobro počuti, da tako, da je pa res v redu, pa po moje res jurje treba. Tako, Ja. za une, ki delajo tam 5 Tako, tisti, tisoč ki pa delajo, gor, tako. se mi zdi, da moraš tako od 500 Ja, ker če do ti delaš jurja. 2 jurja na let, pol res pač se, tudi ne vem, če se kdaj sploh res zelo dobro, vedno te verjetno nekaj malo matra na kolesu, a ne. Ampak drugače pa, če delaš veliko kilometrov, se pa slej ko prej telo prilagodi in pol res nimaš več nobenega slabega počutja in ja, Ja. 500 kilometrov je kar nekaj. Kle me zdaj spet probal nekaj prodati, pa ne mi zameriti. Monteram oziroma snemam še en vlog, ki ga bom posnel, ker je kar nekaj vas je bilo zdajle, ker ste komentirali, da želite imeti od kakšnih teh vaj, ki jih lahko doma delate, za kor, za mobilnost itd. Pa bom šel v tem čez, pol je pa še nekih 5 oziroma ne vem koliko stvari bo, ki so, mislim, ker niti nisem vedel, da so tako pomembne, pa zdaj, ko sem se začel malo več voziti, tisti, ki me spremljate na Stravi, ste videli, da sem zdaj kar šel par dni zapored 61-50 km narediti, kar je tako, glede na to, da sem lani naredil, mislim, da sem leto že na več kot 10% tega, kar sem lani naredil. Mi je to že kar in sem ugotovil, da je tista šamui krema zdajle ne vem, če bi lahko brez nje se tako dobro pelil, kakor pa vse. Tako prav občutek na kolesu, udobje, vse je ful boljš, kakor pa ne vem, prejšnjih par fur, ki sem naredil. In zdaj sem si 2 kupil, da imam eno klep, a eno imam doma. In zdaj včeraj sem šel prav od doma. Ne, od doma sem šel prav, do sem se šel zapeljati, samo zaradi tega, ker sem imel tukaj, da sem se lahko namazal in pa sem si eno domov odnesel. Ne, sej, seveda, to smo že večkrat ponavljali, da tudi na začetku sezone je to še bolj pomemben, da se zadnjo plat bolj prilagodi počasi in da se, ja, tudi te zimske hlače v večini primerov imajo mogoče malo slabše kvalitetne pene. Saj tako je moja izkušnja, no. Niso tako kvalitetne, no, ne vem zakaj. Mislim, odvisen, kjer hlače imaš. Ja, odvisen, kjer hlače imaš in glih zaradi tega, ker si večinoma, zdaj jaz ne bi rada skozi reklamirano poudarjala eno znamko. Ja, sigurno so te Azosove hlače svoje naredijo, ampak ljudje si tudi kupijo glih zaradi tega, ker toliko malo vozijo, si kupijo veliko cenejše hlače zimske, ki so poceni, zelo nizek cenovni rang, saj sicer to je, pravim, čisto ok, ker če greš ti 5-krat na zimo na kolo, zakaj bi pač še res veliko dati, a ne 250 €, 300 za hlače, ampak je pa potem jasno, rit malo bolj trpi in je mogoče potem pa boljše vsaj, da se pa s temi mažami ta zadeva dobro reši. Je pa res, da ta, tudi spet Asos, pri Asosu smo in ta krema meni fantastična, glih zato, ker imaš ta občutek
skozi, da te malo hladila, potem res v redu. Ja, pa klej mogoče tudi če to za poudariti, ker gre ta zima mogoče malo mem, vsi hočemo iti na kolo in pa si kar dan za dnem si na kolesu in pa dobiš ti kakšne ture, lahko se ti malo sama rit udrgne in brez te kreme je to še toliko bolj občutno, zato ker tudi telo ni navajen. Se pravi, zato pravimo, da se mora rit pač najprej utrditi, pol načeloma vprašanje, lahko pri 1000 kilometrih sploh ne rabiš več kreme imeti. Sam na začetku, pri meni vem, da ko sem se začel voziti, ko sem bil res tako iz nič ali pa une pol ure na trenažerju, pa ko sem se zunaj začel voziti, sem bil pa kar tako po 16 ur na teden na kolesu in takrat, ko so se mi pa turi pojavili, pa to se znebiti, pa ni toliko simpel. Pa moraš pa še eno kremo kupiti, pa se še zuno pol mazati. In je, tako da sam nek na svet za vse tiste, ki boste zdaj, oziroma ki ste že začeli se zunaj orang voziti, pa če nimate najbolj utrjene te zadnje. Evo, to je ena. Evo. To sem nekaj. Da mi povej, cene rabljenih koles. Ja, to je ena stvar, ki me je v bistvu malo razjezila in zbodla v oči. Zdaj se tele internet se polne z rabljenimi kolesi, ki se prodajajo. Zdajle ljudje menjajo kolesa, Facebook Market, bolha. In moram reči, da jaz sem najbolj bila šokirana, kakšne so to cene teh rabljenih koles, kjer ljudje prodajajo po 5 let pa še več stara kolesa po 3500 evrov in še več. In to niso kolesa z top opremo ali pa z ne vem s čem. In bi rada v bistvu vse tiste, ki prodajate rabljeno kolo, opomnila, da prodajate rabljeno kolo z rabljeno opremo, ker bom po 3 letih izgubil svojo prožnost, ne morete več kolesa nekako unovčiti. Tudi če ste vi za to kolo dali, predvideva mogoče 5000 evrov, ne morete po 5 letih ga za 3500 prodajati, ker meni to ne gre nekako v glavo. In vsi tisti, ki kupujete rabljena kolesa, bi vas opozorila, pri takih cenah, če gledate kolo za tak denar, kot je to, se pravi 3500 evrov in plus rabljeno kolo, dajte rajši pogledati v trgovino. V trgovinah se zdajle kolesa cene padajo in se lahko za ta denar pa mogoče pa rajši za jurja več dobi nov kolo z dobro opremo. Shimano 105 danes elektrikoma je to vrhunska oprema, kjer ni potrebe po nekih ne vem kakšnih, tudi ne večjih opremah, tako da dajte biti pač zmerni, tisti, ki prodajate, predvsem, ker ni nekako fair. To mene moti. Zdaj ne vem, koliko pa si ti to kaj videl. No? Mislim, sploh nisem čist nič gledal, ker pač ta kolesa, ki jih imamo mi, se postavi neka cena taka, kakor je sploh možno postaviti še. In je to tono. Tako da tukaj, mislim, kar drugi delajo, je kar dostakrat se že pokazalo, da je prost trg in bolj pač logično hoče vsak čim več zaslužiti. Zdaj, kakšni ga dajo gor, tudi mogoče čisto zaradi tega, lej, probam, če ga kdo kupil, super, drugač bom pa še jaz kolo vozil, ne. Tudi jaz imam kar nekaj takih strank in tudi jaz pač rečem, lej, pač to, kar hočeš dobiti za njega, toliko nastav ceno, če ti ga bo kdo kupil, super, če no pa noben kupil, pa pač ga bo še naprej vozil, ne. No ja, sej jasno, zdaj jaz tukaj v bistvu bolj peleram na te, ki kupujejo, da so pozorni, zdaj vsak jasno lahko ceno postaviš, kakršno hoče, ampak mene to jezi, glih pravim, glih zaradi tega, ker tudi midva z Mersadom, oba dva imava velike ene opreme, Mersad je v svojih letih nakupičil si cel kapenih, ne vem, čelat vsega, živga, res je vedno hotel vse imeti po zadnji modi in potem tako stvar ponavadi za neko simbolno ceno proda oziroma ogromen tega je pošenkov, glih zaradi tega, ker tist, ki bo to rabljen, ki kupuje rabljen kolo, rabljeno opremo, je to zato, ker najverjetneje nima toliko denarja, da bi si lahko novo kupil, oziroma je začetnik in mislim, da takim je treba pomagati, ne pa jih po domač povedano nategniti. Jaz sem imel prijatelja, ki je od mene kupoval robo, jo je vozil 1 let ali pa 2 let in jo je pol on prodal dražji, kakor je od mene kupil. Tako da pač obstajajo vsi, je pol čisto odvisen kakšen kolesar si, načeloma pač določeni se hočemo čim prej znebiti in postaviš uno ceno, ki veš, da je pač fair in da
jaz ne zaslužim neki ful, pa da tudi tiska kup, da je še vedno Za moje pojme zadovoljen. z rabljeno opremo itak ne moreš zaslužiti. Z rabljeno opremo samo se jo znebiš. Itak si jo kupil, lahko zaslužiš. Če si jo dober kupil, lahko tudi, mislim, imaš tudi kolesarje, ki tradajo kolesa, pogledajo na biciklu, ti ponudi ceno, ne vem, ti imaš 600, on ti reče 400, pa ga mogoče še malo poservisira, pa ga proda naprej za 650. Ja, Tako okej, da vse se dogaja. Ampak ja, tle se mi zdi, da je zelo dober upomnik Jaz bi za kupuje, vse. predvsem nekaj kupujete, dajte biti pozorni, pa mene lahko pridete v lokal, pa vedno kaj vprašate, jaz vam bom po pravici povedala. Sam paste, ker si morate res vzeti veliko časa, ka Petra ful govori. Ampak na koncu jim pa ne bo žal. Zato je pa zelo dober sogovornik, klele. Daj povej, razlika med obroči, zdaj si imela gor Envejove, Hukles, ne? Zdaj si šla pa še svoje testirati Princetone. In kje si opazila mogoče največjo razliko? V glavnem Aurum kolo, tako kot sem rekla, meni je ta kolo všeč. Je kolo, ki je tako kot na klancu odziven kolo, da se ga pelati, lepo se pele, ko razvije hitrost, drži svojo hitrost. Edina stvar, tako, ki bi jo pa lahko, da primerjam to z Dogmo najbolj lahko, je pa na spustih, ki je res kolo, do zdaj zaenkrat je bil Dogma edini kolo, ki vedno to poudarjam, je kolo, ki te pelje lepo v ovink. Tudi če ne znaš, nisi nek nor spustaš, moram reči, da pri Dogmi lahko zelo lepo začutiš to polaganje kolesa. No, tega recimo jaz pri Aurumu nisem začutila. Je pa res, da ja, na prvi vožnji sem imela gor Enve obroče, nek osnoven set sicer, ki niti ni cenovno spet toliko glih najnižji rang, no, mislim, da je okoli 1600 € set koles. In moram reči, da zdaj sem glih zaradi tega, ker me je zanimalo, kako se bo kolo potem odzival, oziroma sama, jasno, kako bo obroč vplival, predvsem na klanc, sem gor dala kar svoje Princetone, pike 4550, ki jih drugače na Dogmi vozim. In moram reči, da v bistvu sploh ne moram verjeti, kakšna je to velika razlika. Da kako lahko kolo postane res vrhunski z enimi obroči. Sicer ta spust, polaganje ovink je še vedno ostane, tega ni, tega ti še vedno to očitno le kolo daje, ne obroč. Pač po Istri sva se vozila, eden res takih dobrih spustov, kjer se velika hitrost lahko razvije, je bil dol spust v Pluvanijo, a ne. In tam je bila res velika hitrost, ampak še vedno enostavno, hitrejš, ko sem šla, hitrejš nisem mogla iti, kakor sem šla. Ni bilo več večje hitrosti, imam pa veliko večji hitrost na tem spustu razvito, recimo z Dogmo, ne. Tako da tukaj se res vidi ta razlika. Drugače pa, ja, se pravim, ko so bile enkrat gor Princeton obroči, reči, da na klance šukolo, noro. Se pravim, jaz ne vem, kaj je ta razlika, kaj to dela, to ti mogoče bolj lahko poveš. Kaj je tisto, kar vpliva na toliko močno pri enih obročih, da je to taka velika razlika? Eno je po mojem tudi malo tenzija špic, se pravi odvisen, kako imajo eni pa drugi. Pol je tudi definitivno teža, ker po mojem so Princetoni enih 150 gramov lažji in to sploh v klanc gor bi se mogli poznati. Pol je pa ta pač oblika obroča prav se pozna. Zdaj jaz sem testiral zdaj tudi kar nekaj teh obročev in moram reči, da praktično te, ki so valoviti, se pelejo boljš. Za v klanc gor se ne bojo zaradi tega boljš pelali, ampak takoj, ko je pa malo večja brzina, je pa to brzino dosti lažje vzdrževati. Sploh takrat, ko je še kaj vetra, je še lepš vodljiv kolono. Tako da zdajle, mislim, saj jaz, ko gledam malo tudi tujino, je kar veliko proizvajalcev, ki gre zdaj na te valovite obroče. Rečemo, Fulcrum je šel lansko let, zdaj so dal Šamale nove ven, ki so praktično skoraj neidentične oblike, kakor so te od Niša.
Pol je kar nekaj azijskih znamk, ki imajo isto že te valovite obroče, tako da ja, zdaj mislim, da gre bolj ne v to smer od teh novejših Felten, mislim, da edino, mislim, da so teli Nemci Scope, da niso šli v to valovito obliko, drugače pa vse ostalo po večini, da gre v to smer. Ne vem, zgleda so ugotovili, da so boljši obroči in ne vem, jaz tudi zdaj sem šel iz nišovih, sem šel spet nazaj na Princetone in moram reči, da se pelajo dobro in zdaj ne vem, aj tukaj napetost teh špic, da imajo v redu, kaj točen je, ampak se pelajo po ravnini, ne vem, super, ne moram kle nič kaj komentirati. Lahko to pomemben pesta tudi. Ne, pri sami pesti, vprašala si, če je pesta tudi pomembna. Mislim, vse je pomemben. Logično, lepš, ko se peste vrtijo, bolj se tudi komplet obroč vrti. Ampak na koncu, pri sami brzini je zelo pomembna aerodinamika, se pravi samega obroča, kako se pravi, ko pride veter noter, kako se pač vrti in ne vem, pri Princetonu jaz vem, da više kaj brzina, kar silte, da pritiskaš bolj. Ja, mislim, jaz moram reči, da to sem zdaj lahko res tukaj najbolj opazila, ker je bila to tako ena fura, ena za drugo in sem res lahko opazila to razliko. No. Ja. Sem bila prav presenečena. Pa kle še to, ne, da ti nisi imela enih osnovnih obročov za gor. Une enve, to, kukor so za enve osnovni, ne, cenovno je to že... Tako, niso bili pač to glih najslabši obroči. No, ja. Je pa razlika bila zelo velika. Ja. Tako da mislim, jaz tako do Princetonov, kukor se bo čuden slišal, ampak mi je Mersat pol potrdil, da je zelo majhna razlika s temi nišovimi obroči do teh Princetonov. Ampak ja, še vedno pa tisti, če hočeš imeti najboljš, kar se da dobiti, je pač zdajle, za moje pojme so od Princetona te obroči, je to pač, če denar ni uvera, pol kupaš to, če pa gledaš, ja, da už cenovno čim prej boljš čez pršu. No, se tudi te Atom, ki jih imaš, tudi niso slabe, ne? Ne, mislim, te so definitivno so dobri. Mogoče je to tudi zdaj za une, kaj kupujejo spet, da bi se radi mal nadgradili kolo, pa so kolo mogoče kupili pred kratkim, no, je tudi ena od teh, se pravim, jaz ko ste se klele pogovarjali, moški vedno, ja, obroči ful pomagajo, se kama dejna kaj en obroči, ali zdaj pa... Ja, ne, mislim, ko imaš ti enkrat tako, ko imaš res top okvir, pa ko greš na še dobre obroče, vse ostalo je toliko majhnega pomena, ti v sami vožnji, če bi si dala zdaj 105, ko di 2 gor, pa ne verjamem, da bi rekla, da je pa zdaj pa da čutiš razliko, kako se kolo drugače obnaša. Pač za moje pojme ne bi. Bi čutila, če bi imela ene švoh gume gor, ker ne bi bila udobna vožnja, ne bi bil dober oprijem, ampak ko imaš pa ti dobre obroče, ko greš z dobrim okvirjem, pol imaš pa, ne vem, 95% je narejenega. Tudi, ne vem, jaz sem šel, to bo že ful dolg časa nazaj, sem šel iz super rekorda na veloče grupo, to je tako, kot da bi rekel zdaj iz Dura Ace na 105, pa takrat je bilo še mehansko. Pač, razen tega, da je malo počasnej delal, pa da ni toliko, ko bi rekel, intuitiven in da nisem imel toliko dobrega občutka gor, ko se je predstavljal. Kaj drugega, pač jaz osebno niti nisem čutil, tako da zdaj. Ne, se to tudi jaz moram reči, da ko sem imela na tvojemu nišu 105, me to čisto nič ni motilno, tako da to jaz že vem, to so samo pač to smo že tudi prebrali si že tokrat, da pri Shimanu je to zdaj dejansko gre sam še za težo, elektronka je pa čisto ista, ne, dobro, ampak to je spet tema za enkrat drugič mogoče. Po moje isto je zdaj tudi pri SRAMu, nažalost edino Campagnolo zaostaja za obema, no. Ker mislim, da SRAM pa Shimano imata kar kompatibilne te grupe, ne, tudi cenovno. Campagnolo ima pa nažalost sam super rekord wireless, pa še ta je toliko drag, da še uni, ki bi ga hotel imeti, si ga na koncu ne prvošmo, ker pride, to je koliko, 3-krat dražji od Ultegre in da mi jaz 3-krat več, zato da bom imel pa wireless gor, nažalost pa nimam tega denarja. Tako da, ja, ampak še vedno, če mi kdo reče, ni važen budžet, vsak mu bi dal gor Campagnolo wireless, meni osebno najboljša grupa po toliko, ko sem jo vozil, koliko sem imel, en mesec.
Ja, lej. Ja, prav, ja, sej. Ti je ni še vozila, tako da Ne, dobro, to je tudi res. ena debata, ki je tudi zelo dobra, je, kako se obleči zdaj v tem cajtu. Ja, Kaj to bi dala itak na mi dva svet? debatirava že leta, se mi zdi, odkar se poznava in tudi se pogovarjamo o tem. Jaz moram reči, da spet sem včeraj je bilo na obali 17 do 19 stopinj mi je kazal Garmin temperaturo. Tudi jaz sem bila mogoče mečkan mogoče malo preveč oblečena malenkost, no, ni mi bilo neki ful noro vroče, ampak lahko bi imela recimo eno tanjšo švic majico, kakor sem jo imela. Ampak ja, jaz se takle čas načeloma, da pustimo te temperature, ampak klele v Ljubljani se itak zaenkrat ne vozim, ker mi ni full feeling. Meni pod 10 stopinj nekako ne paše več na kolo hoditi, no, mogoče to malo z leti prišlo, ker sem 10 let nazaj mi je to še šlo, zdaj mi res nekako ne gre več. Ampak kar je 10 plus, jaz se vedno oblečem, imam dolge zimske hlače, sicer ne glih najbolj vročih modelov, čim bolj tak normalen zimski model, ker Asos ima tudi zelo vroče recimo. Potem eno zimsko švic majico varianto, zdaj imam dve, eno tako malo bolj tanjšo, pa eno to z prav volno noter, ki je zdaj odvisen, koliko je mraz, če je sonce, si dam čisto navadno, pa čez tole jakno, tako, ki je, če ima malo windstopperje od spredi, mi je še toliko bolj fajn. Vedno imam v žepu brez rokavnik, tak malo bolj konkreten, no. Ne tisti čist šuškav tatenek, ki ga pol polet vozimo. In to je to. Rokavice uporabljam volnene najrajš v tem času. Če je zelo mraz, imam pol te, ki so bolj zimske, no. Ampak drugače imam najrajš kar navadne, čim bolj take enostavne rokavice. Na glavi jaz ne nosim ničesar, pri meni mora biti zelo mraz, da imam na glavi tudi rakuni, imam ničesar, nič, ker mi je ful vroče v glavo. Pa obvezno, kar mi pa ful paše, je pa buf, se pravi še ta ovratna ruta okoli vratu, ki se jo nos, s tem lahko pa tudi če malo zapiha na kakšnem spustu, si ga malo potegneš čez usta, eventualno, če bi me zazebalo v glavo, si bi ga lahko tudi čez glavo potegala, no, tako da Ja. to je to. Mislim, Pa zimske čevlje imam. jaz bi vam dal rajš tako bolj na svete, ker je zelo težko komentirati, kako se obleči, da bo za vse isto, ker ta prva stvar, ki je za moje pojme pomemben, je, kako hitro zašvicate, pa kako imate kadenco. Tisti, ki imate nizko kadenco, ki ne švicate orang, se v te skoraj zihar bolj oblekali, kakor tisti, ki zelo hitro zašvicamo, pa imamo kadenco, ne vem, okrog 90 povprečno. Tako da to je ta prva stvar. Se pravi, najprej sebe poznati. Pol ta druga stvar je, kje se boste vozili. Se pravi, 5 stopinj na soncu ali pa 5 stopinj v senci, pa v potoku je tudi čist drugače. Ali pa še 5 stopinj, ne vem, če greste kakšen klanc gor, pa se morate pol dol spustiti. Tako da jaz v tem zimskem času kakšnih daljših klancov definitivno nobenemu ne bi svetoval, to je tam do 10 stopinj. Če hočete, pejte, ampak če pa že pa bolj na gor... easy, pa da probaš ne zašvicati, ne. Ja, to, za moje pojme je to, ja, meni je to zelo težko, ampak ja, tako da tukaj morate, to sta dva faktorja, ki je po moje, ki sta zelo pomembna, se pravi, kje se boste vozili, pa koliko hitro zašvicate. Ne vem, jaz tudi včeraj, pa je bilo v Ljubljani 5 stopinj, pa Se pravi, sonce. to so druge temperature, tudi težko si izbereš glih traso, ne sam sonce, pa sam senco, ali pa ne vem, ampak 5 stopinj je res čisto ena druga. Jaz, če bi šla v 5 stopinj kolesariti, bi se oblekla 6-krat več kot ti. Pa, ker me pač veliko bolj zebe. Tako kot si rekel, ja, poznati morate samega sebe, ampak če se pa preveč oblečeš, se pa spet ne počutiš dobro na kolesu in večinoma ponovadi so ljudje bolj preveč oblečeni, kakor premalo, no. Tako je moja izkušnja klele ratala. Včasih si bi rekel, da ga vzebal, ampak ne, bolj se ljudje preveč oblečajo, potem pa zašvicajo. Ko pa zašvicaš, pol te pa začne zebsti. Ja. In v bistvu zimskega kolesarjenja je, da ne zašvicaš v zimček, ali pa da gre za eno kraško furo, no. Pravim, kar je manj kot 2 ure, tudi če bo zašvical, pa ti takoj noter prišel, te še ne bo zazebal. Kar je nad 2 uri, te pa zazebe. Jaz imam tako meni recimo nekako funkcionira moj telo, no. Razen če zašvicam prvo minuto, sam to pa res glih ne, no.
Ja, jaz, kar sem hotel bolj poudariti, je tako, če nimate prav neke zimske jakne, pa se še vedno hočete voziti zunaj. Jaz sem včeraj pokombiniral z jesensko kolekcijo, sam da sem dal 2 švic majice spodaj, se pravi, ne si dajati več windstopper plasti, ampak raj si dajte plasti, ki vas bojo pogrele. S tem, da včeraj mislim, da razen spanc dol, da sem imel brezrokavnik praktičen cel čas odpet, se pravi od spodaj gor, sam do prsi in mi je bilo idealno, se nisem rabil čist nič dodatno obleč, pa mislim, da sem imel včeraj poletne čevlje pa na prsnike, pa mi je bilo tudi čisto ok, ker se je pol ogrel na nekih 8 stopinj, tako da ja. To je to, imaš ti še kaj v teh oblečilih? Ne, se pravim, tukaj zdaj težko je pametvati, no, ker vsak ima svoje, ja, ampak probite se tako obleči, da vas ne zebe, niti da vam je vroče, da je glih prav. Vse bo. Klele, se pravi, zdaj za naslednji teden je vprašalnik, bojo ženske, moške hlače, ga bom naredil, bo v opisu, tako da imamo tukaj sploh kaj posebnega za reči. Ja, nad tem smo se po mojem tudi že veliko pogovarjali, pa že veliko govorili, da tam, kjer je stik s kolesom, kjer pridete v stik s kolesom, to so najbolj pomembni predeli, ki jih je treba najbolj biti na njih pozoren in to so sigurno ena stvar so čevlji, druga stvar so pa hlače, kjer pač sedimo nariti zdaj pri rokah neke ustvarjati, neke znanosti, ki se tu držimo ni, ampak čevlji pa hlače so pa sigurno zelo pomembna. Jasno, zdaj še posledično je tudi sedež zraven, ampak dobre hlače so zelo pomembne, no. Da sploh za tiste, ki delate malo daljše razdalje, je zelo pomembna, da ima so dobre hlače. Zdaj, ženske, moške so tukaj, so razlike, Jaz osebno ne moram voziti moških hlač. Se ne počutim dobro, preširoke so mi, pena mi je preširoka, moti me. Razvajeno ritmaš. Ja, mogoče, ne vem. Sicer, da bi prav rekla, zdajle bi mogla malo vprašati bolj punce, se niti ne vem, a voz kakšna prav moške, slišala sem že od glih od Premožiča iz Žovne, da tudi vozijo neke z moškim penam, nekatere celo profesionalke, zdaj jaz to ne vem, nisem nobene vprašala, ampak jaz osebno ne moram voziti moških hlač. Ne. Mislim, oblikovane so drugače, tako da je logično, da so ženske hlače bolj za ženske, moške pa bolj za moške. Tako da zdaj, če jih kjera voz super, ampak konstitucijo oziroma, ko bi rekel, telo imamo le različen in so zdaj vložki sami po sebi. Moški so daljši pa ožji, medtem ko ženski so krajši pa kle za zadnjico je dosti širši vložek, tako da pač definitivno so razlike. Ženski so preklani, moški so pa polna pena zaprta. Prej kontra. Ali kontra, no se ne vem kako, ni kontra. Moški so preklani, ženski so zaprti. No, vem, da tako ima. Sam je to spet odvisno od proizvajalca. Mislim, da imajo kar vsi tako. Mislim, jaz sem samo da se hlače. Ja, ampak meni se je tako malo porajtala, da to imajo kar vsi, no. Pa zdaj pri moških so začeli tudi delati večinoma proizvajalci še to košarco, kle od spredi, da jaz, če si dam recimo Asosove hlače gor, pa zgledam, da imam lulčka, tako da meni... Lej, to bo pa Mersed povedal. Tako me kličajo pero, tako da tva bom pa sploh. Greva midva na... Tele dirke še obdelati. Ti greš spet na en test. Aha, tole greva zdaj test. Ja, v četrtek grem na en test, zdaj v bistvu čisto točno še ne vem, kaj vse bodo z mano počeli, zaenkrat bo, mislim, da to čisto klasičen ta test, ki sem ga delala do zdaj in bo glih 1 leto, odkar sem je začela trenirati in v bistvu, ko mi čakam, da vidim res to primerjavo, kaj je ratal v 1 letu in bom tudi to pol bo jasno predstavila. Je pa še ena stvar, da bodo delali pač neko raziskavo v Human Performance Centru, kjer upam, da jim bom ustrezala, no, zaenkrat moram ustrezati s tem testom njihovim kriterijem, ki jih imajo postavljene, kjer pa bojo testirali, se pravi, termiko oziroma ohlajanje in segrevanje
telesa in zdaj jaz zaenkrat še nič ne vem, kako to zgleda, tako da se bom pustila presenetiti. Mislim si pa že svoje lahko, ampak... No in pa ne mi bomo konkurenčni Petri, ki se gremo sam pelat parkrat, a ne. To zdajle mislim, da vsi moški tlele iz velorunde kar trepetamo potihem in moram reči, da če ne bi bilo se jaz skoraj zihar ne bi še letos vozil, tako da zdaj me pa malo strah, da me nagonila, ker če me v naslednje let enkrat nagon, jaz kolo sam vržem v jarki in ne grem več na kolo. No tako ja, da zdaj, to je tudi zmer sad govoril. zdaj sem se spravil malo več kolesart. Tako da jaz ti želim vse najboljše. Kar treneri, no. Jaz tudi tebi želim vse najboljše, tako da upam, da ti ne bo treba kolesa vršiti v graba. No. Ja, jaz tudi. Tega si tudi jaz ne želim. To ne pele več kamar. Test tam, tist red, hrana taka, pa mi kaj jemo. Nutelo pa piškote. Ja, včeraj je tok sedla. Nisem mogel, toliko sem bil švoh zvečer in sam to je bilo neke sploh ne vem, kva so to za ena znamka. Ja, taraluče smo, ne vem, kjer je piškote, smo najbolj take obične, ja. To si isto moj sin dela, navadne piškote imamo doma, pa si pa nutelo gor maže. Ok. Ja. Nič pa gre zdaj še na tale ciklokros, si gledala? Sem pogledala malo te highlights, pač itak, tako kot sva že povedala, itak je Van der Poel dominiral od začetka v bistvu do konca. Vmes je sicer imel enega, ki ga je malo napadel, malo prehitel za ene par sekund, ampak je pol Van der Poel mislim, hiter to vrnil. Vink. Ja, ne vem točno, kjer je bil, ker jaz toliko teh fantov po imenih ne poznam, ampak tako da ja, je pač pokazal, da je in zdaj on je v bistvu, če sem prav prebrala, on je zdaj v bistvu 7. svetovni prvak in je zdaj izenačen z enim rekordom svojega rojaka Belgica, glitko, ne? Se pravi, drugo let, ko zmaga spet ciklokros, bo v bistvu naredil rekord. Ali Nizozemc? A je Nizozemc. A je Belgic ima pa rekord. A je tako prav? Ja, taka ima rekord, ne vem, ampak... On je pa Nizozemc, ja. V glavnem drug let bo imel rekord vseh rekordov. Ja. Meni je samo škoda, ker se je videl, da je bil Van Aert dosti močen, ampak je štartil iz zadnje vrste in preden tisti, ki ste gledali, veste, tisti, ki niste, to prebiti se na ciklokros derki naprej, na taki, kot je bila včeraj, je zelo, zelo težko. Kdo pa to določi, s kje štartaš? Ja, on jim premalkrat je derko letos, ne? Aha. In tako, ko si v svetovnem pokalu, pol toliko zadnji štartaš. In on je bil, mislim, da na 3 sam, s tem, da mislim, da je samo enega dubu. In pol, ja, pač ne moreš Van der Poel, je pa glih tolikih, da je vse zmagal in je bil pol čisto v prvi vrsti. Ja. In on mislim, da je bil po pol kroga, ali koliko sem gledal tam okrog, ne vem, ne me narobe, ampak 26 je pa 36. Ampak to je bilo že 36 sekund, ali je imel 36 sekund zadnji, pa je bil 20 plus poziciji, nekaj tazga. Pa to je bilo tako, po pol kroga. S tem, da če bi bil, ne vem, je padel ali ga je en zapel v hlače, zato ker je imel strgane hlače v prvem krogu že. Tako, če ne bi bilo tega, jaz mislim, da bi bila ona dva zelo, zelo skupaj, zato ker je Van der Poel enkrat naredil uno razliko, pol je to se gibala konstantno tam od 40 do minute 5. No, samo on je imel vmes še defekt tudi, ne? Van der Poel. Sam ni zgleda. Ni zgubil zaradi tega. Ne. To, če ga je imel, je hiter zamenil kolo in je, ja, to je bilo lahko toliko mehen defekt, da je pač saj izgleda, da je izgubil. Sem prebrala, da se je pel pol še nekaj časa spuščeno gumo, ampak samo hiter pol zamenjali kolo. Ja, mislim, jaz sem gledal komentatorja, mislim, da sploh vedela nista, da je defekt. Sej verjetno je to pol naknadno napisan. Ja, tako da, je pa Van der Poel pač tako, kaj je štartu, se je prav videl pač, kako bo šel odpeljati. Jaz sem sam upal, da bojo Belgici kaj Van Aertu pomagali in da bojo probali spredi, ampak noben ni mogel Van der Poela držati. Ja, tudi pri ciklokrosu je to malih nerealno. Prvi krog mislim, da je imel že 20 sekund prednosti in ja, pol je kar, gre kar hiter. Tako da ženske sem isto gledal, pri ženskih je bilo ful bolj napet do praktično zadnjega ovinka. Tako da ja, tisti, ki niste pogledali, pejte si pogledati, ful dobra derka. Kva je Van Empel, mislim, da sem prav rekel, ta je pač, zdaj sem že preveč povedal, pejte si pogledati derko. Alula Tour, Pitcock, kle bi jaz mogoče komentiral sam to, koliko
je res, koliko se res vidi, ko imaš ti enega zmagovalca s to mentaliteto v ekipi, da pol tudi druge dvigne. Ne? Ker zadnjo etapo je pol spet V sprintu zmagal, ja. In koliko je to res pomemben in kle mogoče glih ta mentaliteta UAE-a, pa rečemo lansk let ali predlanskem, no, pa si videl, da pa prvizmi, ne, ko so začeli zmagovati, so kar serijsko zmagovali. Ker če gledava 2 let nazaj, je Vizma zmagala od klasik do ne vem česa, zmagovali so k zastavo. Lani je bil UAE in s tem, da UAE še letos prenesel praktično moment. Sigurno jim pripomore to, da ti dobiš enega tazga dobrega kolesarja v ekipo, ampak najverjetneje so tudi z njemu, a ne s tem, ker je on prišel tudi v tem kako je 36-5, ne? Yep. Tudi mogoče kaj spremenili, najverjetneje imajo, toliko nisem se poglabljal, ampak sigurno imajo kakšnega novega trenerja, ker Pidcock je sigurno prepelu kaj svojega oziroma kukorkoli in to tudi potem vpliva na vse ostale. In jaz mislim, da eno je, verjetno se jim marsikaj spremeni od treningov do vsega, drugo je pa potem tudi to jasno, ko začne eden zmagovati in potegne tudi druge lahko za sabo, sploh če so še ostali tako dobri. Ker če si pa gledal vsej drugi, tretji pa četrti v skupnem seštevku, so pa tudi iz Uno X-a, ne. To mi tudi, se pravi, ne vem, so se 3 očitno kar skupaj vozili celo Lulo. So se več kot minuto zaostanka za Pidcockom, ampak so drugi, tretji, četrti mesto iz iste ekipe, ne. Pa vsi 3 Norvežani, tako da to je tudi ena taka zanimiva. To je bilo po moje zaradi tega, ker so bili te echeloni so se naredili, ne? Ja, in je bila v zadnji etapi, sta ta dva, ki sta bila drug pa tret, kva je ta Dunbar pa še ta drug, sta imela kar orang zaostank. Merlije misliš, verjetno? Ne. Tako sta bila v skupnem. Aha, ja. Sta imela kar zaostanka in sta zgubila drug pa tret mest in pol so te od Uno X-a pač prišli naprej. Ja, očitno, da je bilo nekaj tako malo smešen, ja, ampak v glavnem sva pa, tako kot sva nekako napovedala, da bo Pidcock zmagal tole, jaz njega glih ne vidim letos, da bo zaradi tega kaj več dosegal na drugih dirkah, kakor je do zdaj. Mislim, razen te klasike, za kere se bo prav pripravil, tam bo definitivno treba biti pozoren na njega, ampak če pa gledamo te enotedenske dirke, pa 3-tedenske, pa mislim, da tam, ko bojo ta glavni 4, jaz mislim, da so kar, da je podpisan, kdo bo prvi, drugi, tretji, četrti. Se niti nema, so te Q36-5 sploh v World Touru so lahko, sploh ne vem, če bojo sodelovali na vseh dirkah, teh 3-tedenskih. Kakor sem jaz poslušal par podcastov iz tujine, bojo povabljeni tja, na kjer jih bo nastopil Pidcock. Aha. Se pravi, če Pidcock pride, pol bojo povabljeni, če ne, pač ne bojo. In mislim, da je itak že rekel, da ne vem na kjero, da ne gre v teh 3-tedenskih in tja pač zihar ne bojo povabljeni, tako da nekje pač na to. Ja, sej je logično. On je toliko velik ime, da ti lahko cela ekipa pride pač in na Tour, in na Vuelto, in na Giro. Zdaj, če se motam, lahko komentirate spodaj. Najverjetneje bo isto s Tudorjem, ne? Mislim, da je tako bilo povedan na podcastu, ko sem ga poslušal, tako da ja. Zdaj pa še ta zadnja stvar, varnost na cesti. To mi da govoriva že po moje zdaj 4 leta, da bo posnela video, kako se voziti, itd. Upam, da nama ga rata. Ja, eno je skupina, drugo je pa posameznik, ne. Tako da tukaj sigurno je treba paziti, sem glih zanj tudi, smo imeli to debato, da vsi smo udeleženci v prometu, tudi mi kolesarji in neke te fore, 2 Avstrijce je bolj varen voziti, pa ne vem kaj, to je zdaj v bistvu. Mi si lahko tako razlagamo, pa razmišljamo, ampak drugo je pa, kaj je CPP, ki ga vsi poznamo. Eno so naši predpisi slovenski, drugo so predpisi druge po svetu in naši so taki, da se jih je treba držati. Mi smo imeli pred kratkim v eni skupini, ki jo imamo na Viberju, veliko kolesarjev izvelo runde v tej skupini, kjer se malo bolj kaj pogovarjamo, tudi načeloma je namenjena samo striktno kolesarskim temam in tam je bil članek objavljen za vožnjo z licenco, kaj je v bistvu prinese, če imaš licenco, kaj ti to omogoča, ker smo imeli vedno te debate, ker so bile take ideje, da če imaš licenco, se praktično lahko voziš, kjer češ,
kar je v bistvu zdaj bil članek izdan, ne vem točno na kateri strani, se bom najdla tudi to lahko, kjer je pač lepo razložen, da če imaš licenco, ne pomeni, da lahko delaš kar češ na cesti, še vedno moraš biti varovan, še vedno moraš imeti, če je kolesarska steza, se moraš voziti po kolesarski stezi, ne moreš se kar voziti po nekolesarski stezi, kar je sicer danes ratal, kjer so naredili okoli Ljubljane ogromen kolesarskih stez, ki so pa neurejene oziroma jih ne vzdržujejo, gore ogromen peska, niso primerne za cestne kolesarje in zdaj so začeli baje pa policaji kazni talati tem kolesarjem. Tako da to je tudi mogoče iz varnosti, a ne. Eno je pa varnosti, ti verjetno mislil glede avtomobilov, pa ko si sam na kolesu, si pa toliko bolj izpostavljen in takrat glede na to, da poslušamo tudi iz teh treningov, kjer pride do smrtnih nesreč. Danes je en umrl. A spet? Ja, v Angliji. O bože mili. Mislim, da je državen prvak v kronometru na 25 km, če sem prav prebral, ne vem. In to med treningom ga je spet avto zbil, ali kaj? Ne vejo, kakšne so okoliščine, ampak ja, v nesreči z avtom, pozivajo pa vse, da naj pošljajo vse posnetke, karkoli bi lahko imeli. Tako da jaz, pa tisti, ki me poznate, res nisem nek prestrašen na kolesu, res se ne bojim, tako če ne vem, podriftam kaj, če se dotaknem avta, če je neki pač mi vse tako, ok, si smo dali že marsikaj čez. Ampak zdajle, ne vem, tisti, ki ste v avtih, najbrž tega niti ne poslušajo, ampak pač tako je bilo parkrat toliko blizu, pa s tako brzino so me prehiteli, to ne vem, na uč bi lahko rekel, če sem šel jaz, ne vem, 35, avto v primerjavi z drugimi je šel kar dosti hitrejš, se pravi, mogo iti 100-110 na uro. Pa to je bilo tako stran od mene, pač jaz, če bi jih kihnil, vem, pa sem tudi jaz včeraj doživela, recimo na Vižinado, no, gor konkretno vzpon in še glih reka sem jaz, da mislim, prazna cesta, res sem kjer žive duše, avto bi se lahko malo bolj izognil, lahko bi se pelil pol metra stran, ampak ne, gre čist mim, pa po gasu. Jaz mislim, da je to zdaj sploh ta začetek, ko se začne sezona, ko malo šoferji pozabijo, da smo tudi kolesarji na cesti, ker nas toliko ni bilo, ne vmes. In potem se ponovadi navadijo, jaz moram reči, ampak začetki ponovadi so pa vedno, ceste so mastne, že mi smo na kolesu bolj izpostavljeni možnim padcem, pa so pa še avtomobili toliko bolj, ampak to je zdaj, jaz pravim, najlažje se to rešuje tako, da ste čim bolj vidni. Se pravi, mi vsaj v naši družbi kar podpiramo vsi uporabo lučk, se pravi teh raznih vari variant oziroma radar variante, to je super zadeva, to sva že govorila o temu, lučke pod sedežem, kjerkoli, ampak res vidne lučke, da se vas vidi na daleč. Tudi če imate v spredi lučko, ni nič narobe. Zdaj biti pozimi oblečen v nekih belih pa svetlih oblačilih je težko, ker smo potem vse umazani in se težko to opere, ker je ta mast iz ceste se težko opere na svetlih cujnah. Je pa fajn, da se pravim, najboljš je, da imate lučko in s tem ste vidni in tudi avtomobili vas bojo sigurno zaznavali že na zelo daleč, dolgo razdaljo. Ja. Lahko komentirate spodaj, ko ste šli enkrat iz tega, da niste imeli nobene lučke gor, na lučko ste opazili, da so se vam avti bolj začeli odmikati. To vem, da jih je kar dost kolesarjev, da je to že napisali in me zdajle zanima, ker jaz sem ki nočem imeti nič na kolesu gor, ker mi pač grdo zgleda, ampak zdaj sem začel pa tudi jaz orang razmišljati, da bi dal gor kaj, ker to, kar se je zdaj zgodilo, sem bil prav da so se jaz ustrašil, ja. No, jaz ti lahko povem, da mi da zdaj z Mercedom pa že kar ene par let vozva tele lučke od zadaj in ja, je, tudi to Merced bi lahko potrdil in še marsikdo drug, ki se voz, da je to ogromna razlika, če imaš lučko od zadaj. Prav začutiš, da te je avto opazil, slišiš, da se zmanjšuje od zadaj hitrost, te obvozijo, zdaj tiski pa se pele še vsem na tesno mimo tebe, pa pogasil pa to zanalaš naredil, a ne. To je tudi taki se jasno vedno najdejo, ker se pravim, jaz imam lučko, tudi včeraj sem imela gor lučko, ko sem šla, pa je vse na avto se tako pelil. Pa če njim gremo kolesarji v nos, ne glede na to, kaj imaš, kaj nimaš, a imaš lučko ali nimaš, ker
pač enostavno greš jim v nos, ker si kolesar, ker si na cesti, ker imaš čas, ker si čas vzel zase in on tega nima in potem so jezni na nas. Nič, meni se je to včeraj zgodilo, ker se mi zdaj v par letih se mi zdi, da ni in mi je bilo čuden. Tako da, nič, kva so pripeljali do konca? Ja, v glavnem čuvite se zdaj na cesti, ker je res takle čas. Mračen je, ceste so mokre, peska je veliko na cesti in dajte se čuvati zdaj, ko ste začeli se voziti. Tako da sončki, pejte ven na kolo, ta teden je še